Okay. Vse vas prav lepo pozdravljam v današnji Zoom kavici, v kateri bomo z našimi gostjami govorili o rehabilitaciji slepih in slabovidnih. Med nami zelo lepo pozdravljam medicinsko sestro, gospo Bredo Rusjan, psihologinjo, gospo Katjo Molek Pozdravljeni. in gospo Petro Ilc, tiflopedagoginjo. Pozdravljeni. Pozdravljeni. Na začetku današnje Zoom kavice vas prosim, da se same na hitro predstavite. Kaj bi želeli povedati o sebi? Katera bo začela? Gremo kar tako, kot sem vas jaz prej predstavila? Lahko je. Dobro. Lahko. Dober dan, jaz sem Breda Rusjan, srednja medicinska sestra s specialnimi znanji. Delam v Centru za celovito rehabilitacijo slepih in slabovidnih oseb. Zdaj, glede na to, da smo se pogovarjali, da bi danes največ spregovorili o otrocih, bi kar to omenila, da ko otrok pride v obravnavo v ta naš center za celovito rehabilitacijo slepih in slabovidnih oseb, najprej preverimo ostrino vida, torej preverimo, koliko vidi na daljavo in na bližino. Ko imamo to oceno, preizkusimo različne optične pripomočke, ki bi lahko otroku izboljšali vid in bili za njegovo stanje najprimernejši. To so lahko navadne ročne lupe, teleskopska očala za bližino, za daljavo največkrat daljnogledi in lahko tudi očala. V zadnjem obdobju pa je na voljo tudi veliko elektronskih pomičnih lup, ki so največkrat ob večjih izgubah vida edini pripomoček, ki pomagajo otroku, da lahko bere. Družini in posamezniku predamo tudi osnovne podatke o društvu, medobčinskem društvu slepih in slabovidnih oseb. Damo tudi kontakte o knjižnici slepih in slabovidnih Minke Skaberne. Po skupnem dogovoru celotnega tima, delamo v timu, pa lahko predpišemo tudi predvajalnik zvočnih zapisov, belo palico in Braillovo vrstico ali stroj, pisalni stroj Braillov, Tako, to je nekaj osnovno, kar delamo kot medicinska sestra. Super, najlepša hvala. Prosim. Zdaj pa prosimo vas, gospa Katja, za nekaj besed. Evo, lepo pozdravljeni še z moje strani. Jaz sem Katja Molek, psihologinja in sem zadnja 4 leta zaposlena na očesni kliniki. In predvsem zdaj v zadnjem obdobju se osredotočam bolj na delo z otroki in mladostniki, kjer je pomen ali pa ključno, zakaj se psiholog sploh vključuje v obravnavo pri otrocih in mladostnikih, je pogosto, da pri mlajših otrokih delamo predvsem z starši, kar se tiče sprejemanja otrokovega stanja, tudi kako spodbujati otrokov razvoj, kako paziti, da v bistvu ga ne preveč ščitijo pred nekimi izzivi, s katerimi se otrok sooča, da dobimo neko ravnotežje med tem, kako ga spodbujati, kje mu pomagati, pa da tega ne bi bilo preveč, ker edino na ta način pa lahko res otrok razvije eno tako zaupanje v lastne sposobnosti in eno samozavest. Na drugi strani je pa pomembna tudi ta psihološka diagnostika, ki jo otroci predvsem potrebujejo ob vstopu v šolo ali pa druge izobraževalne programe, ker je treba oceniti, kateri program bi bil tisti, kjer bi bil za otroka najbolj primeren, da ne bi bil prezahteven ali pa prelahek. Tako da toliko mogoče kot en okvir, kaj vse psiholog, kje se vključuje v obravnavo.
Najlepša Zdaj pa- hvala. Hvala. Gospa Petra, zdaj pa prosimo še za par besed, če vas. Ja, lepo pozdravljeni. Jaz sem Petra Ilc, tiflopedagoginja v našem centru, ena izmed 3. Verjetno, kdo smo tiflopedagogi, poznate, kaj pojasnim, tako v splošnem vlogu ali samo vlogo v NCCRSS? Ne, mislim, da tiflopedagogi. Poznate, a ne, no vse zato. Ker dostikrat se zgodi dejansko, da ko pridejo prvič družine, sploh če s kakšnim dojenčkom, malčkom, a ne, kjer se, ali pa, kjer je to neko novo stanje, a ne, se dejansko ti starši prvič srečajo z nami in so dostikrat tudi zmedeni, kaj in kako zdaj to pomeni, a ne, kdo smo in kaj počnemo. Ampak v sklopu CRSS-ja v bistvu je prva stvar, ki jo naredimo, neka tiflopedagoška ocena. Torej, ocenimo, kako otrok oziroma mladostnik uporablja ostanke vida in ostala čutila v domačem in pa v šolskem okolju, a ne. Tudi zanima nas, kako uporablja vse ta čutila in ostanke vida v nekem novem, neznanem okolju, a ne, ker vemo, da je to vedenje lahko dostikrat zelo različno, doma poznamo vse že praktično na pamet, v nekem novem okolju pa to drugače, a ne. Ocenjujemo, v kolikšni meri so otroci samostojni pri opravljanju vsakodnevnih aktivnosti, gibanje, skrb zase, a ne, in pa bi mogoče poudarila, da je delo zelo individualno, no, da zelo težko posplošujemo, ampak v bistvu odgovarjamo na potrebe, na vprašanja družine, otroka, potrebe šole, svetujemo in pa zagotavljamo tudi zgodnjo obravnavo za tiste otroke, ki še niso vključeni v tiflopedagoško obravnavo preko vzgoje in izobraževanja. Tako, na kratko. Najlepša hvala. Današnja Zoom kavica je namenjena temu, da čim boljše spoznamo Nacionalni center za celovito rehabilitacijo slepih in slabovidnih. Konec koncev je to pravica, ki smo jo dolgo želeli, se mnogi, tudi tukaj prisotni ste se za njo tudi dolgo borili. Tako da vas jaz, naše današnje gostje, sprašujem, kaj pravzaprav ta center je, kaj prinaša v naš prostor, če bi ga predstavili zelo na splošno. Center za celovito rehabilitacijo slepih in slabovidnih oseb je program celovite rehabilitacije otrok, mladostnikov in tudi odraslih s slepoto in slabovidnostjo, ter tudi njihovih družin, a ne. Temelji na multidisciplinarnem pristopu, ki pa se pri otrocih izvaja največkrat že pri prvi obravnavi. Vsak strokovnjak posebej, pa tudi vsi skupaj na podlagi jasnih strokovnih stališč izdelamo individualni program rehabilitacije, ki ga lahko prilagajamo glede na potrebe, osnovno diagnostiko in tudi prognozo vida. To je zdravstveni program, ki je namenjen vsem, ki ga potrebujejo od rojstva do smrti, biti mora pač zdravstveno zavarovan v Sloveniji. V centru deluje tim strokovnjakov, to se pravi medicinske sestre s specialnimi znanji, okulistke, tiflopedagoginje in socialna delavka. V naš center napotuje okulist vse, bom rekla, ljudi, ki jim prepoznajo slepoto in slabovidnost po mednarodni klasifikaciji slabovidnosti in slepote, a ne. On izda tudi napotnico, izvid, naš VZS mogoče že poznate, a ne, to je 2555P. Možno je izdati trajno napotnico, stopnje nujnosti so kot običajno hitro, redno in možno je tudi zelo hitra. Da je pri otrocih imamo čakalno dobo približno tam 3-4 mesece nekje. Vse napotnice in izvide pregleda naša otroška okulistka in tudi ona določi termin obravnave, a ne.
Pri odraslih so čakalne dobe nekje podredno okrog 11 mesecev, do 12 mogoče. Pod hitro tam do 3 mesecev nekje se trudimo, pod zelo hitro pa v roku 1 meseca, ne. Zdaj, ambulante otroške se izvajajo enkrat tedensko, običajno ob petkih. Halo? Sem mislila, je prekinjena. Na obravnavah se predpišajo pripomočki, ki jih pač otroci potrebujejo. Zdaj, običajna teleskopska očala za daljavo, za bližino jim pripadajo do 15. leta enkrat na leto. Tudi povečevalna lupa je možno predpisati enkrat na leto do 15. leta, potem pa naprej kot pri odraslih, na 2 leti teleskopi za daljavo, bližino, na 3 leta pa povečevalno lupo. Tako nekje v okviru. Zdaj, kadar imajo težave s fotofobijo, z bleščanjem, preizkusimo tudi filtrska očala. Te se potem največkrat pri otrocih, če že imajo korekcijska očala za daljavo, predpišajo skupaj z njimi, če je potreba potem, a ne. Imamo pa tudi register slepih in slabovidnih, kamor lahko zdaj, oziroma je kar potrebno, da vsak okulist vpiše pač osebo, ki je slepa in slabovidna. Toliko zaenkrat, hvala. Najlepša hvala. Vem, da je vaš tim, ki obravnava lahko slepe in slabovidne, pa širši kot samo ti profili, kateri ste danes prisotni, a ne? Kdo še sestavlja vaš tim? Sestavlja še socialna delavka, ki je pač odsotna, malo daljši čas, pa pričakujemo, da bomo dobili kakšno nadomestilo, ampak zaenkrat nismo bili še uspešni. Tako, pa oftalmologija, ne? Odlično. Oftalmologi, ja, omenila sem jih, da sodelujejo, niso pa prisotni danes. Žal je zdravnica odsotna. Mislim, da je tim zastavljen zelo široko in lahko odgovorite na zelo različne izzive, s katerimi prihajamo k vam. Kateri so pa najpogostejši izzivi, s katerimi se soočajo ljudje, ki prihajajo k vam? Če lahko jaz. Izzivi so zelo različni. Tako kot sem že na začetku omenila, težko v bistvu potegnemo neko črto in rečemo, to je najpogostejše. Če je to otrok oziroma družina, ki se prvič srečuje, mogoče je izziv pač predvsem to sprejemanje, ne, te strahovi, kaj zdaj, kako naprej, kaj bo moj otrok uspel doseči v življenju, kje bo imel neke omejitve. Če gre to za nekega otroka, ki je recimo to že od rojstva, pa da je mladostnik, so spet druge potrebe, ne, v bistvu čist aktualne, kako se naučiti neko novo pot do šole, tako da nekateri starši niso obveščeni o vseh socialnih pravicah, a ne, in je tukaj največja potreba. Tako da pomembno je na tistem prvem srečanju oziroma na prvi obravnavi, kjer smo običajno prisotni vsi profili, da se naredi en screening, naredi neka ocena in načrt, ne, in potem se ta otrok in družina lahko vključujejo ali samo k tiflopedagogu, ali samo k psihologu, ali socialni delavki, ali kombinacija različnih profilov, tako da tudi če se kadarkoli kasneje pojavi kakšno novo vprašanje, se mi zdi, da smo toliko fleksibilni, da uspe nek rehabilitant oziroma pacient zaokrožiti med ostalimi strokovnjaki profili in da dobi odgovor na to vprašanje, ki ga prinaša s sabo na neko obravnavo. Vedno je tako, da na tem prvem uvodnem razgovoru zelo splošno sprašujemo in na podlagi tega potem določimo za vsakega posameznika specifične cilje, na podlagi katerih načrtujemo obravnave naprej pri vseh profilih tam, kjer so potrebne, a ne. In temu v bistvu sledimo od začetka do konca
rehabilitacije, ukolikor se pa pojavijo vmes novi problemi, novi izzivi, se pa tudi na to odgovorimo, a ne. Tudi oblike obravnav so zelo različne, a ne. V enem delu so možne individualne obravnave, to so ponavadi v začetku, potem pa precej spodbujamo, da se vključujejo v te rehabilitacijske skupine, kjer se v bistvu zelo raznoliki posamezniki z raznolikimi težavami iz področja slabovidnosti in slepote in izzivi tudi sicer v življenju srečajo med sabo in si lahko v bistvu zelo na različnih točkah in sprejemanja in rehabilitacije in je to eno tako res bogatstvo, ki si lahko delijo izkušnje en drugemu, kako so sami se soočali z nekim določenim izzivom, ki so ga imeli, kako so ga prešli, koliko časa so tudi iz tega čustvenega vidika potrebovali, da so v bistvu kakšno, recimo, ne vem, pripomoček sprejeli ali pa kako so si okolje prilagodili, kako so z družinskimi člani se recimo uskladili, kar se tiče mogoče kakšnih prilagoditev, pomoči, spodbud in tako naprej, ne. In To je potem, pri odraslih, a ne? tako, ja, pri odraslih. Pri otrocih je pa predvsem pač v začetnih obdobjih možnost vključevanja predvsem staršev, družine, kasneje pa tudi so otroci tisti mogoče v mladostništvu, se pravi ob zaključku osnovne šole in srednje, kjer se pa že njim samim pojavljajo vprašanja, mogoče bolj vezana na vrstnike, medtem ko starši pa recimo bolj izpostavljajo ta vprašanja sprejemanja, pa mogoče nekih dilem, kar se prihodnosti otroka tiče, kar se tiče šolanja in tako naprej. Precej se je spremenil sistem šolanja otrok v zadnjem času. Včasih so slepi in slabovidni otroci se po večini šolali v zavodu oziroma današnjemu centru Iris. Danes jih je pa velika večina vključenih v običajne vrtce in šole. Tako kot pri vseh stvareh je verjetno tudi tukaj pri obliki šolanja in načinu šolanja tako, da ima vsaka stvar dobre pa verjetno tudi slabe plati. Kateri so največji izzivi, s katerimi se srečujejo slepi in slabovidni otroci, pa njihove družine zdaj v tem novem načinu šolanja, v inkluziji? Ja, Mogoče sploh, če lahko mogoče samo ta začetek. Mogoče v začetku je predvsem tista dilema, ne, kam, v kateri program otroka sploh vključiti. A ne? In je to tisto, kar se pogosto starši sprašujejo, da ne bo ta program prezahtevan, a naj za eno leto še odložimo v šolanje, recimo, v kateri program vrtca naj otroka vključim, v redni ali razvojni vrtec, a ne. In to je tisto, kjer je pomemben ta naš timski pristop, kjer v bistvu otroka iz različnih področij ocenimo, kateri bi bil za otroka najbolj primeren program. In na podlagi tega, te ocene, otroci potem tudi dobijo odločbo, ki usmeri otroka v primeren za otroka program, glede na pač stopnjo samostojnosti in njegove sposobnosti in določi tudi število ur dodatne strokovne pomoči ali pa včasih po potrebi tudi mogoče spremljevalca. Prosti, Petra, evo, kar sem te... Ne, super. Sem hotela iste stvari poudariti. Mogoče je kot ena sprememba, ne, ali šolanje v centru ali šolanje v inkluziji, predvsem poudarek na samozagovorništvu. Torej, v centru so vsi učitelji vedeli, kaj otrok potrebuje. Tako je bilo že kar nekako vnaprej poskrbljeno za določene prilagoditve, še preden se jih je otrok sploh zavedal in je v bistvu skozi cel proces šolanja to vzel kot da tako mora biti, a ne. V inkluziji je pa drugače, je pa v bistvu treba otroke navajati, mi temu rečemo k samozagovorništvu, torej ga spodbujati, da prepoznava svoje, a so zdaj to potrebe, oziroma okoliščine, v katerih najboljš funkcionira, da se z njim o tem zelo odkrito, sproščeno pogovarjamo, da ni to nek bav, ampak pač je to nekaj, kar on dejansko potrebuje. In
pomemben vidik tega, da znamo to na ustrezen način skomunicirati z učitelji, sošolci, vrstniki, prijatelji na igrišču, a ne. Torej, ta komunikacija ustrezna, tudi na nek način, da otroka v začetku mogoče naučiš nekih fraz, če mu je težko, a ne, če je bolj introvertiran, da mu je težko roko dvigati pa prositi, če se lahko neke žaluzije spustijo, da se mu ne bo tako bleščalo, da bo lahko sploh sledil pouku in tako naprej. V bistvu ta tiflopedagoška pomoč, mobilna, je zelo dobrodošla, mogoče tudi kot način samega sprejemanja slepote, slabovidnosti, da lahko izvedejo v oddelku, v razredu neke delavnice, mogoče s kakšnimi simulacijskimi očali, tako da otroci vsaj približno začutijo tega njihovega sošolca, a ne. Pa ne tako, da bi se ga izpostavljalo, ampak tako, kot nek način širše ozaveščenosti, a ne. In potem tudi, da sprobajo te pripomočke, kakšni pripomočki izgledajo bolj, recimo temu, cool, a ne, sploh elektronski, pa bi jih radi vsi imeli, mogoče kakšni malo manj zanimivi, pa jih tudi otrok težje sprejme, ampak če jih vrstniki sprobajo in ugotovijo, da so resnično koristni, potem postane to neki del vsakdana vsem in se ne obremenjujejo več s tem in je otrok veliko lažje sprejeti potem. Ena od posledic inkluzivnega šolanja slepih slabovidnih otrok je verjetno tudi manjša povezanost z vrstniki, ki se soočajo s podobnimi izzivi glede vida. Kako vi opažate, da to vpliva na slepe slabovidne otroke? Ima to sploh kakšen vpliv? Kakor sem jaz obveščena, vem, da na centru Iris imajo v sklopu dodatne strokovne pomoči še vedno delavnice, a ne, torej ni samo individualna pomoč, ampak tudi neka skupinska obravnava, kjer otroci približno isto stari, a ne, iz cele Slovenije pridejo za dan, dva skupaj nekajkrat letno, da se mogoče na tej ravni povezujejo. Jaz pa ne vem, Katja, imaš ti kakšen? Tudi mogoče kakšne te vsakodnevne veščine, a ne, ki imajo tudi preko centra Iris, a ne. Drugače pa meni se zdi, da tako res te dejavnosti preko društva, ki so različni dogodki za družine, zimovanja, letovanja in tako naprej, dogodki, ki so za otroke, mi jih kar precej spodbujamo k temu, zaradi tega, ker je zelo dragoceno to, da se v bistvu med sabo delijo izkušnje, kako so kakšne stvari urejali, pa če gremo čisto od, ne vem, čisto najbolj osnovnih, kar se pravic tiče, kako so jih uredili, da se obvestijo med sabo, kaj je tisto, kar jim mogoče še pripada, kaj so kakšne dejavnosti, aktivnosti, ki potekajo, pa jim pridejo prav, ne. Starši dostikrat izpostavijo, da jim je to zelo dragoceno, tisti, kateri se udeležujejo recimo vaših aktivnosti, vsebin. Poskušamo v bistvu jih usmerjati čim širše, a ne, da ni mogoče samo ena institucija, ali samo šola, ali samo znotraj njihovega kraja, ampak naj izkoristijo vse, a ne, naj probajo potegniti ven tisto, kar se jim zdi koristno. Ne pravimo, da je cel paket vedno potreben za nekega posameznika, ampak vsaj neka splošna informiranost, jaz jim vedno rečem, pa zakaj, pa mogoče zato, da si na mailing listi, pa dobiš vsa obvestila, ne. Mogoče je lahko to kdaj kakšna Zoom kavica z vaše strani, mogoče je kakšno letovanje, mogoče je kakšen dogodek iz naše strani, skratka, da si odprejo možnosti, pa potem znotraj tega zbirajo. Super. Glede na to, da je Nacionalni center za celovito rehabilitacijo slepih in slabovidnih res zelo tesno povezan z življenjem v bistvu vseh slepih in slabovidnih, in sem jaz prepričana, da imajo tudi udeleženci današnjega srečanja za vas kakšno vprašanje in priložnosti za to, da vam ga zastavijo, ni prav veliko, bi jaz na tej točki dala besedo udeležencem. Če ima kdo od vas kakšno vprašanje ali pa misel, ki bi jo želel deliti na tem mestu, ste zdajle zelo lepo dobrodošli. In vabljeni k besedi. Lahko začnem, če ne bo noben drug. Seveda. Okej. Najprej en popravek.
mislim, da je bila medicinska sestra, ko je uporabljala termin Braillova, pisava Braillov pisalni stroj. Mi na Zvezi društva slepih in slabovidnih Slovenije se že dolga leta prizadevamo, da bi bilo splošno uporabljen izraz Brajeva, pisava Brajev, papir Brajev, pisalni stroj, tako da prosim, če bi to nekje vzeli v uvid, ne bi zdaj na dolgo široko razlagal, zakaj tako, ne. Bo dejstvo je, da slepi in slabovidni praktično vsi govorimo o Brajevi pisavi, Brajev pisalni stroj in podobno. To je ena zadeva. Druga me zanima, tale register slepih in slabovidnih se je začel vzpostavljati za približno 20-letno zamudo, to vemo, ne, in me zanima, koliko je sedaj zajeti v tem registru slepih in slabovidnih, kakšne so številke. In pa naprej, mi bi še več vprašanj, ampak zaenkrat tole. Zanima me pa predvsem odnos med CRSS-jem in pa Irisom, ker tudi v Irisu izvajajo to zgodnjo obravnavo in zgodnjo odkrivanje, zgodnjo obravnavo otrok slepih in slabovidnih. Vi imate isto, ne, in kak je zdaj to odnos med vami in pa Irisom? Toliko zaenkrat. Se opravičujem za napačno izgovorjeno besedo, so me tudi že opozorili, da je Brajeva, ampak jaz sem starega, mislim, kova navajena in smo včasih tako rekli, no, tako da se opravičujem, upam, da se nam več zmotila. Ja, zdaj glede registra je pa tako, da zdravniki v našem centru to opisujejo, pač, ko prihajajo ljudje. Okoliški okulisti, ko delajo, pa tako, a ne, sicer so opozorjeni, da naj se to vsakokrat, ko pride nekdo na novo na pregled, vpiše v register, tako da trenutnega števila ni možno reči, koliko je, ker tisto, kar je vpisano, je potem treba še z naše strani to vse preveriti, to je pa trenutno še v postopku, tako da številke ni možno reči. Register se vzpostavlja, rečemo temu. Kako? Register se vzpostavlja. Ja, register se v bistvu vzpostavlja, vpisujejo se, tisto, kar je vpisane, je potem potrebno še vse preveriti, kar pa zaenkrat še ni. Tako da o kakršnihkoli številkah bi ta moment težko rekla. Mogoče kdaj drugič, ko se srečamo. Po zakonu obveza okolistov po Sloveniji, da vpisujejo v ta register. Kar mora to še posebej se preverjati, kako? Tisto, kar je vpisano, je potem treba preveriti. Pač podatke, izvide in je oseba za to določena, da bo preverjala, ampak trenutno še ni čisto vzpostavljeno, da se dela na tem. Bo. V kratkem. Upam. Ja. Več pa ne morem reči, no, glede tega. Ja, še če mogoče dopolnim glede zgodnje obravnave. Zdaj tako, ja, ne, tiflopedagogov nas je v Sloveniji malo, tako da smo na tem področju v bistvu si gremo dosti z roko v roki, ker je samo vzgoja in izobraževanje vezana na neke odločbe, na nek proces, nek zapisnik razvojnih ambulant. Skratka, mogoče včasih preteče malce več časa, ta del lahko mi prevzamemo, a ne, vedno gledamo tako, da en otrok ni vključen na dveh različnih mestih, ampak da se vodi na enem mestu. Mogoče tudi ta del, ko svetujemo, da oddajajo odločbo za usmerjanje v šoli, pa če še ne dobijo pomoči, dokler ves ta postopek ne steče, lahko potem to obravnavo zagotavljamo tudi mi, a ne, ker preko zdravstva in pa lahko pripada s tistim trenutkom, ko se v bistvu vključijo v samo obravnavo. Tako da smo zelo pomemben vidik, je to povezovanje med institucijami, imamo timske sestanke s centrom Iris, z izvajalci dodatne strokovne pomoči, vedno se lahko, seveda s soglasjem družine, staršev, obračajo na nas in iz strani šole, skratka, en velik poudarek je na temu, no. In mogoče ne glede na to, da je otrok vključen v zgodnjo obravnavo v centru Iris, je vsekakor dobrodošlo za celo družino, če se vključi obenem vzporedno tudi to obravnavo pri nas, a ne, ker zelo
še vedno se nam dogaja, da kakšni otroci, ne glede na to, da so mogoče že v kakšni kategoriji, ne vejo recimo starši, katere pravice jim vse pripadajo, in je to ena taka osnovna stvar, ki se jo tukaj uredi, ali pa sploh še niso kategorizirani. Potem, kar se tiče recimo psihološke obravnave, načeloma katerikoli specialist klinične psihologije lahko opravi pregled tudi otroka z slepoto ali pa slabovidnostjo. Je pa mogoče razlika v tem, da v bistvu pri nas gledamo samo otroke z slabovidnostjo ali slepoto, ne? In imamo precej več izkušenj, kar se tega tiče, kako oceniti otroka, ne? Zelo pogosto kakšni drugi psihologi, ki niso recimo na našem centru, ne ocenijo otroka, ker v bistvu pravijo, da ni mogoče oceniti ničesar, ne? Pa se da v bistvu, ne? Tako da to so mogoče ene take prednosti tega, da je otrok obenem, tudi če je v centru Iris vključen, tudi še pri nas pregledan. Saj, če otrok ne potrebuje, recimo, če ima že vse urejeno, je dovolj samo toliko, da ve, da smo tukaj, pa kakšne storitve so tiste, pa da nas poznajo, ne? Ne izključuje se pa obravnava ali na centru Iris ali pri nas, ne? Tukaj poteka vedno z roko v roki, ne? Oni pokrivajo, kar se šolstva tiče, mi, kar se tiče zdravstva, in odločbe se pridobivajo na podlagi vseh teh poročil, ki jih pridobijo v našem centru, potem tisto dodatno strokovno pomoč na šolah pa izvajajo tiflopedagogi iz centra Irisa, ne? Tako da tukaj ni, da bi se ena in druga obravnava kakorkoli izključevala, ampak se dopolnjuje, ne? Odlično. Ima kdo še kakšno vprašanje? Jaz bi vprašala, jaz sem Aksinja Krmavner, pa zelo, zelo pozdravljam, da se je vzpostavil center za celovito rehabilitacijo, zato ker vemo, ne, da je že v Škofji Loki nastal pred mnogimi leti, pa potem nekako zamrl in je bila res velikanska potreba potem. Me pa zanima za starejše ljudi, recimo, ko izgubijo vid, je pri vas tudi recimo poskrbljeno, naprimer, ne vem, za ta specialna znanja, a to vi imate tudi, recimo, ne vem, brajica, opismenjevanje v brajici ali pa orientacija in mobilnost, belo palico in tako naprej. Ja, hvala za vprašanje. Ja, specialna znanja pokrivamo v našem centru. Zdaj, če govorimo kasneje o slepelih, odraslih osebah, zelo redki so tisti, ki se bojo odločili dejansko za brajico, in veliko več je takih, ki jih bomo preusmerjali na sluh, torej zvočne knjige in tako naprej, torej tle pride potem tale predvajalnik kot predpisi strani zdravnika, razne aplikacije na telefonu, kako se lahko povežejo, da so, skratka, na ta način gre večina odraslih, Zdaj, morate vedeti, tudi zelo veliko starostnikov, res v poznih letih izgubijo vid in so vse te spremembe toliko težje. In potem res iščemo tista področja, kjer so pa ljudje zmotivirani, kjer pa vseeno jim nekaj toliko pomeni, recimo, da so bili strastni bralci, pa da jim ta del zelo manjka, potem jih probamo na zvočne knjige. Zdaj, če je ostane vida večji, jih usmerjamo na knjige po večjem tisku. Skratka, da vsaj en del na elektronske lupe. Skratka, probamo z njimi razmišljati in iskati rešitve, torej ne, da rečemo, zate je rešitev brajica, in potem se v to usmerimo, tudi če to posameznika ne zanima, zato ni motiviran, ampak probamo za mogoče eno njihovo težavo najdeti 3-4 možnosti in se skupaj pogovarjati, Mi dostikrat rečemo, da smo včasih bolj zamotivirani za neko rešitev, kakor sam uporabnik, ampak to je logično, Pač mi moramo pomagati najti rešitev tisto, kar prav za tistega posameznika je ustrezna in aktualna, So to zdaj samo neke tipne oznake, da si bo ta oseba lahko hrano pogrela, ali je to zdaj resnično naučiti pot iz točke A na točko B, ali je to sploh
človeku približati samo belo palico. A ne. Zelo različni nivoji so, kjer v kakšnem stanju te ljudje, otroci, vsi pridejo do nas. A ne. Tako da nekega instant odgovora ne morem dati, kakor je pač to, da je res individualno, glede na potrebe. Marsikdo tudi kasneje reče, ok, gremo, bom vse naredil, bom sprejel, pa vidi, da je prehudo, da je pretežko, da mu zaenkrat čisto dovolj koristi, da ima pač palico, pa se drži recimo nekega videčega spremljevalca. Ne? Pa rečemo, ok, pustimo to za nekaj časa, pa če se kasneje pojavi potreba, pridite nazaj, pa dajmo začeti od tam naprej. Ne? Ali pa če bo mogoče na neki novi poti, če se oseba preseli, kakšen podhod, pa lahko gremo tudi na teren, pa povežbamo samo tiste, poiščemo orientire in tako naprej. Ne? Tako da včasih so to zelo veliki cilji, včasih so pa zelo mečkeni, kratkotrajni, glih tako, da oseba nekaj dobi, pa se ji zdi, da bo pa zdaj lažje živela. Tako. Ja, hvala za odgovor, ker jaz podobno opažam. Veliko sodelujem z društvi slepih in slabovidnih in točno to isti problem. Ja, sej meni ni potrebno se naučiti z belo palico, sej imam ženo, sej imam ne vem, brata, sestro in tako naprej, predvsem starejši. In pa seveda tudi brajca, vedno pokaže roke, lejte, jaz sem vse življenje bil zidar, kako se bom naučil. Ja, in je težko, res je težko, sej. Zato pa iščemo različne načine in tole preklapljanje v bistvu, da je lahko oseba vključena recimo tako v tiflopedagoško in psihološko obravnavo hkrati. Zdaj, težko psiholog se pogovarja z osebo o pozitivnih učinkih uporabe bele palice, če ta oseba palice še ni uspela niti prijeti v roko, in ima samo nek stereotip. Je fino, da gre to z roko v roki in da se potem skupaj usedemo, se pogovorimo, kako se je počutila ta oseba takrat, ko smo pa naredili nekaj korakov, ali je bila bolj sigurna, ali je bil zdaj strah mogoče kaj manjši, ali je zdaj mogoče še večji, kaj si bojo drugi mislili. Tako. Pa rehabilitacijske in terapevtske skupine se mi zdi, da so tiste, ki tukaj res največjo spremembo naredijo prav iz tega, ker slišijo druge na različnih točkah, recimo sprejemanja ali pa na znanja določenih veščin so. In se mi zdi, da tukaj, ko slišijo zgodbe drugih, kako so sami šli čez različne stopnje, se mi zdi, da res pospešijo ta proces pri posameznikih. In to se mi zdi, da je zato toliko spodbujamo v vključitvi v te rehabilitacijske in terapevtske skupine, ker imajo res drugače, če to mi rečemo iz vidika mogoče odnosa strokovnjak pa recimo rehabilitant ali pa iz odnosa rehabilitant pa njegov lastni notranji proces, ki ga v bistvu mi ne moramo na ta način opisati kot vsak posameznik sama. Ja, definitivno je pa... pardon. To je bilo moje naslednje vprašanje, ravno me zanima o teh rehabilitacijskih skupinah. Čisto fizično, se dobivajo to pri vas ali kako? Rehabilitacijske skupine potekajo od jeseni pa do začetka poletja. Na očesni kliniki na 14 dni so termini in pokrivamo zelo različne teme. En del je teh tiflopedagoških tem, en del tema socialna delavka, en del je pa psiholoških tem. To so tako zelo splošne teme predstavljene iz naše strani. So bolj tako teoretične, bolj vodene. Ampak puščamo pa vedno prostor za debato, za osebne izkušnje, kolikor so ljudje pripravljeni deliti. Potem so pa po zaključku rehabilitacijskih skupin se imajo možnost rehabilitanti vključiti tudi v terapevtske skupine. To so pa psihološke v bistvu skupine, ki jih vodiva psihologinja, ki so zaposleni v centru. Gre pa bolj za ta del ohranjanja te vsakodnevne kvalitete življenja, ta čustveno razbremenitev in tako naprej. In to so tudi ene take primeri, kako lahko v bistvu res ene take korake na poti k sprejemanju ali pa vključevanju nazaj v dejavnosti, ki so jih včasih radi imela. Tako se mi zdi en tak res globalen cilj cele rehabilitacije je ohranjati
čim dlje ali pa ves čas samostojnost, Tako. pa neko primerno raven kvalitete življenja, ne? Da ne bi zaradi težav z vidom karkoli, ali kvaliteta življenja ali samostojnost trpela, ne? Ja, hvala za ta odgovor. Petra, jaz sem vas prekinila, ste hoteli še nekaj reči? Pozabila. Čujem, če se spomnim, bom dopolnila. Dovolite, jaz sem vmes 3x Alt pa Y pritisnil, pa zgleda ni prijel. Tomaž Vraber je moje ime. Pozdravljeni. Par komentarjev, če smem, ne? Me slišite? Ja, Slišimo, dobro slišimo. Ja. Hvala. Najprej, Brane, če dovolj bom še tebe popravil, ne? Mi smo že leta 2010 na upravnem odboru sprejeli sklep, da govorimo o brajici, tako kot imamo latinico, gotico, cirilico, metelčico, bohoričico in tako naprej. Zakaj? Ker smo predtem enkrat doživeli, da je neka Miss Slovenije prebrala, da nekdo dobi neko posebno priznanje za učbenik Barilove pisave. Brajeva pisava ni narobe, ne? Ampak najboljše, da rečemo tako, kot bi za ostale abecede, ne? Pa še vas bi popravil, gospa Ilc, če dovolite, ne? Saj pravzaprav imamo enega samega delujočega tiflopedagoga, ne samo, da jih ni veliko, ne? In sam je tiflopedagog, ni na srečo, vas je nekaj več, ne? Tako da hvala. Hvala za popravek, res. Ja, tisto, kar se mi je zdelo pa bistveno, ne, je pa ena pomembna razlaga, zakaj celovita rehabilitacija slepih in slabovidnih. Zaradi tega, ker tisto, kar se dogajalo v Škofji Loki, pa še marsikje drugje, ne, tudi po naši državi, je pomenilo, da nekdo, ki mu je vid ugasnil delom ali v celoti, ne, da je, kot temu rečemo, leto od Poncija do Pilata. Na spis, na center za socialno delo, na zavod za poslovanje in ne vem kam še vse, da bi ga usposobili in človek, ki mu je vid ugasnil, ima praviloma čisto preveč težav sam s seboj, da bi se lahko ukvarjal organizacijsko in še na vse druge načine s temi iskanji pomoči na različnih koncih. In koncept tega je bil, ne, in mislim, da je ta koncept pravzaprav glede na sorazmerno nizko starost, bom rekel, nacionalnega centra, ne, že zelo uspešen, da praktično vse, kar je potrebno, človek dobi na enem samem mestu, ne. Je tule še nekaj primanjkljajev, neke luknje, ki seveda so razumljive, ne. Jaz bi rekel tako, ena od, žal mi je, ker ni nobene od zdravnic tukaj, ne. Ključno bi bilo slej ko prej poiskati in privabiti k sodelovanju v NCCRZS tudi kakšnega optometrista, ne. Optometrist je zelo, zelo pomembna, po svetu zelo uveljavljena funkcija oziroma poklic, ne. In celo v Sloveniji imamo srečo, da imamo nekaj vrhunskih optometristov, ki seveda po eni strani razbremenijo delo tiflopedagogov, tiflopedagogin, celo socialnih delavcev in po drugi strani razbremenijo tudi delo zdravnikov, ne. Jaz sem bil na Vision konferenci v Montrealu, kjer je direktorica tega kongresa rekla, v Kanadi je bilo leta 1970, je prišel en prebivalec na enega oftalmologa je prišlo 5000 prebivalcev, ne. Danes, ko so največ uvedli vsaj v državi Ontario, obvezne 4-letne preglede vida vseh državljanov, ne, je rekla, tega ne bi zmogli, ker pride okoli 60-70 tisoč prebivalcev na enega oftalmologa. Ampak God thanks, we have optometrists. Tam so namreč oftalmologi vzpostavili 2 šoli, eno francosko in eno angleško, za optometriste in fenomenalno sodelujejo. In rezultati so odlični. Tudi to je ena pomembnih stvari, screening populacije, ne. Profesor Leblanc je to postavil kot model. Država, Kanada je zvezna država, tako kot je recimo Jugoslavija, ne. Država Ontario je ta model prvo v celoti prevzela. Ugotovili so namreč zelo preprosto stvar, da praviloma gre človek zadnjič na pregled k oftalmologu, tam ko dela vozniški izpit okoli 18-20 leta, ne. Potem ga pa praktično 50, 60, 65 leta ni več in takrat, ko se pa ponovno pojavi, pa opazijo celo vrsto problematičnih sprememb.
In zaradi tega so ugotovili, da ima vsak Kanadčan pravico na 4 leta do pregleda, kjer mislim, da 7 parametrov upoštevajo kontrast, puno, tretje barve in tako naprej, ne, ki so sorazmerno enostavni in da lahko veliko izgub vida preprečijo. Ne. Poleg tega imajo pa tukaj pa pomembno tudi to z registrom. Vse register za nas ni pomemben, za nas slepe in slabovidne. Ne. Pomemben je pravzaprav za zdravstveno osebje, pomemben je za državo, ker če imaš ti dober register, potem veš, s čim operiraš, koliko primerov imaš, kakšni so ti primeri, znaš ukrepe predvideti tudi za nekaj naslednjih let naprej. To je ta druga stvar. Še nekatere stvari seveda manjkajo, ampak mislim, da bodo v prihodnosti v tem centru, ne, mislim, da bodo v prihodnosti uresničene, saj upam, da bo tako. Moram reči, da sem pravzaprav nekako presenečen na tem, da naj bi tudi IRIS izvajal nekakšno zgodnjo obravnavo. Mi smo temu rekli celovita zgodnja obravnava slepih slabovidnih otrok in njihovih družin. Pri tem smo ves čas poudarjali, da seveda družina, kjer se rodi slep otrok ali pa slaboviden otrok, da ima cela družina težave, prvič to, kar ste že sami povedali, ne, kako tega otroka sprejeti, drugič, kako se usposobiti za čim boljšo, čim optimalnejšo, čim bolj popolno pomoč temu otroku, da bo svoje potenciale maksimalno lahko razvil in uresničil, ne. In tretjič, da se tudi vsi sorojenci, starši, stari starši celo navadijo, kako delati z njim, kako ga sprejemati, kako mu pomagati, kako biti njegovi podporniki na tej poti, ne. To je zelo pomembno in mislim, da tudi sorazmerno dobro funkcionira tudi že v nacionalnem centru. Nisem pa videl, da naj bi kaj takega tudi IRIS počel. Zdaj seveda na osnovi česa to počnejo, na podlagi zakona o zgodnji obravnavi ali česa drugega, ne vem. Mi smo namreč strogo ločili takrat, ko smo ta program pripravljali, ne. CRSS, celovita rehabilitacija slepih slabovidnih, je zdravstveni program, ki ima seveda celo vrsto tudi parazdravstvenih storitev, načel, principov in tako naprej, ampak so v imenu celovitosti vključeni, ne. Medtem ko IRIS ima pedagoški program. Pedagoški programi so drugi in mi smo takrat rekli, da se pravzaprav CRSS ne bi vključeval tisti, ki je kako se reče, v pedagoškem procesu, ne. Tam bi morala ta šola zanj poskrbeti, ne vem pa, kako poskrbi za tiste otroke predšolske, ne. Ker IRIS naj bi od 1. razreda, se ima tudi nek vrtec, ne, čeprav vem, pa je še tako. Tukaj bi prosil eno majčkeno pojasnilo, kako to izgleda, pa ne zato, da bi bilo kaj narobe, ampak ne vem, na podlagi kakšnega programa IRIS to počne. Ja, če smem, verjetno vam ne bom dala čista pravega odgovora, ker to bi bil verjetno iz strani vodstva centra IRIS odgovor najbolj relevanten. Vem pa, da se je izvajal preko enega projekta. Tako da vem, da se vključujejo k njim tudi otroci, ki še nimajo čisto pravno formalno urejene pomoči, pa pač strokovni delavci ocenjujejo, da je ta pomoč potrebno čim hitreje zagotoviti in bojo pač tega otroka absolutno vzeli prednostno in vsaj en del pokrili, družini nudili določene informacije. Skratka, vsi skupaj se trudimo, da jih ne pustimo na suhem, ampak da tudi to prehodno obdobje vsaj do neke mere zapolnimo, da jih tako malce opremimo, a ne? Tukaj lahko tudi jaz vskočim, ker sem bila evalvatorka tega projekta na centru IRIS. Ja, točno tako je bilo, da je bilo to vključeno v ta program strokovnega centra in zares zaživela ta zgodnja obravnava. Potem, ko je bilo pa konec projekta, so naj bi ukinili, pač ugasnila zadeva, so se pa starši uprli, ne. So pa zelo lepo prosili, ker to je dejansko, vsi vemo, ne, vsi ti pedagogi in ostali vemo, da se začne že v rojstvu praktično, ne. In to je bilo izjemno, ne. Tako da na ta način je bilo pač narejena ta preboj, no, pomoč staršem.
preko projekta. Da ne bo kaj narobe razumljeno. Ne. Jaz mislim, da je nič narobe, če je več, ko je tega dela v Sloveniji boljše, ker potreb je verjetno raj preveč kot premalo. Ne. Tle ne gre za neko konkurenčno bitko. Meni se zdi ključno samo to, da bi te stvari bile tako usklajene, da bi bil cilj isti in da bi tudi metode dela na ta način iste oziroma podobne, da bi bile kompatibilne in da bi bil skupen cilj možen. Ne. Ja, definitivno. In tukaj je v ospredju to povezovanje. Ne? Ja. Torej, čim mi že v prvem srečanju preverimo, ali so v navezi z društvi, ali so v navezi s centrom Iris, ali so v navezi s komorkoli drugim v celem tem naboru. In prva stvar, kar starše prosimo, je podpis za soglasje. Torej, da mi lahko komuniciramo z ostalimi inštitucijami, da si izmenjujemo informacije, ki so zelo dobrodošle. Dostikrat tudi starši nimajo popolnega uvida, kaj vse se znotraj neke inštitucije počne z otrokom. In je pač nek učitelj, nek drug strokovni delavec pomemben vir informacij, da sploh dobimo neko jasno sliko, kaj se dogaja in potem na podlagi tega načrtujemo in izvajamo to pomoč. Absolutno gremo na vse strani, kar nam je pač omogočeno. Da se boste, zdaj bom pa žleht, ne? Zdaj se boste morali tudi na NCCRS počasno usposobiti za skotopični sindrom, da ne boste tukaj delali sam. Tu nisem bil žleht. Ne, kakšen odnos pa imate? Mene pa to zanima. Na očesni kliniki o skotopičnem sindromu. Ja, na očesni kliniki je v splošnem tak kot v zdravstvu. Tako da... Ja, prosim. Ali treba imeti do tega kakšen odnos? Ja, seveda, odklonilni ali pa ne odklonilni. Se veš, kako je razdeljena naša javnost. Tukaj pa me da jasno, zakaj gre. Normalna stroka ne more imeti drugačnega kot odklonilnega odnosa do tega. To ni stroka, ampak je zloraba stroke. Ja, če otroka vidiš, veš, je malce drugače. Lahko govoriš teoretično karkoli. Če pa praktično z otrokom delaš, pa vidiš potem pa lej. Iz naše strani se predvsem informira starše. To je vse. Nikakor se ne reče absolutno pozabite na vse skupaj. Ampak preprosto tako, da se jim pojasni stvari, odločitev na koncu njihova. To se nič ne izključuje, da potem oni ne morejo biti več deležni naše obravnave, daleč od tega. Niti slučajno. Tako da jaz mislim, da je samo transparentnost, informiranost na vseh področjih, tudi iz drugih področjih, ki jih zanima. In pa pač, da imajo možnost v bistvu sploh vprašati. Zato pa, da nas je več, da dostikrat niti ne vejo, komu bi bilo neko vprašanje namenjeno, pa da potem mi to prepoznamo, pa jim nek odgovor ponudimo. Pošteno. Tako. Imam še eno vprašanje, Brigita, ki vidim, da je počasi najbrž hoče. A lahko, Tomaž, lahko samo Branetu damo besedo, ker ima že zelo dolgo dvignjeno roko. Ja, seveda. Dobro. Brane, izvoli. Hvala. Imam eno vprašanje še za SRSS. Najprej pa tole, Tomaž, ne vem, popravek, ki jim dal, da smo na upravnem odboru o tej uporabi Brajica, Brajeva pisavanja pa Brajlova že tam leta 2003 sprejeli sklep na upravnem odboru. Postavljam pa eno vprašanje v SRSS-ju. Vi imate ambulantno obravnavo samo, ne? Ali razmišljate oziroma ali imate svoje viziji, da bi recimo kakšne skupine obravnavali tudi oziroma nudili pomoč tudi v določenem na stacionarni način, recimo 5 dni skupaj, 1 teden skupaj. Za takšni pristop je bil idealen naše okroglo in Zveza društev srednje in srednje Slovenije bi vsekakor bila rade volje odstopila okroglo za take namene, da bi od tega ambulantnega načina prišli še korak naprej. Ja, mogoče, kje naša obravnava odstopa, da ni samo ambulantna, je ravno tiflopedagoška, ki jo nudimo tudi na terenu. Torej, zdaj, če rečemo za šoloobvezne otroke, lahko gremo na šolo, z učenci v razredu izvedemo neko obravnavo. Potem, če govorimo o odraslih ali pa predvsem mladostnikih, ki se selijo v času, ko začenjajo študij, ko je popolnoma vse drugače, gremo v tisti nov kraj,
se naučimo orientacije in mobilnosti, Ana je tukaj poudarek. Torej, mi gremo na teren in delamo z rehabilitanti. Mislo tega, smislo Aha, 5 dni, en teden skupaj intenzivno, ne, recimo na okroglem. Takšno intenzivno obravnavo, da bi lahko tudi nudili, ne samo individualno, ali doma, ali pri vas. Ne. Zdaj, to zaenkrat ni še, da bi bilo v planu, no, ampak kakor smo se lahko približali pač uporabnikom, je tako, da smo zdaj tekom korone dobili tudi to storitev, možnost nadaljavo opravljati, ne, kar pomeni preko videoklicev, ne. To se mi zdi, da je zelo, zelo dobrodošlo, ker pogosto so kakšne težave z prevozom. In se mi zdi, da je to en tak način, ki lahko pridemo, če tako rečem, tudi iz ambulante mi na doma, ne. Tudi preko videoklica, kar se mogoče psihološke obravnave tiče, kar je drugačna specifika kot dela kot pri tiflopedagogu, a ne. Glede teh strnjenih obravnav pa, ne vem, se bo verjetno na kakšno vodstvo treba obrniti. Predlog se meni zdi pač dober, a ne, in smiselen. Mislim, različna oblika obravnave, a ne. Zdaj, če govorimo, da je, kar se tiče življenja z slepoto, slabovidnostjo, potreben nek proces, ponavadi te notranji procesi sprejemanja, prilagajanja potekajo dlje časa, ne. In v tem primeru je fajn, da je v bistvu obravnava zastavljena tako, kot poteka recimo zdaj pri nas, a ne, da je v bistvu 1 leto trajajo, recimo pol leta trajajo rehabilitacijske skupine, potem je možnost vključevanja še v terapevtske skupine, kar pomeni, da so lahko nekateri rehabilitanti dlje časa vključeni, a ne, in res lahko naredijo ta tudi čustveni proces cel. V teh krajših intenzivnih obravnavah je pa tudi drug smisel, a ne, zaradi tega, ker so zelo intenzivne, zelo strnjene, ampak mogoče ta čustveni proces pa ne zmore toliko hitro steči, a ne, tako da pač dopolnjevanje enega in drugega je super in ima različne cilje, različne namene, a ne. Tako da je to tudi ena taka stvar, ki bi bila smiselna v prihodnje za razmislek, a ne. Tako da hvala za predlog. A smem še jaz zdaj? Seveda. No, najprej sem eno vprašanje, pa bi pa na koncu pa zadal odgovor, koliko je pravzaprav takih vključenih otrok v CRSS. Ampak tisto, kar me je Brane spomnil, ne, pa sem že na začetku pomislil, je pravzaprav povezano po eni strani z zavodom oziroma zdajšnjim Irisom in po drugi strani s tem predlogom. Aksinja, upam, da mi boš pritrdila, ne. Jaz sem v svetu obiskal celo vrsto šol, celo vrsto v Evropi in izven Evrope, celo vrsto rehabilitacijskih centrov, ne. In dolga leta je bilo v Evropi po drugi svetovni vojni veljalo tako, da če si bil slep, so te pa dali v neko ustanovo, kjer si bil 2 meseca, 3 mesece, pol leta, leto in pol in tako naprej, ne. In tako kot v zavodu, lahko ugotavljamo, da so se pojavile pri teh ljudeh neke patologije, ki so bile zelo specifične za slepe in slabovidne, če so bili skupaj, ne, včasih temu rečemo blindizmi ali še kaj drugega, ampak ni bilo samo to, tudi neke psihične patologije, ki so mnogim ljudem kar ostale, ne. In takrat, ko smo pisali program celovita rehabilitacija slepih in slabovidnih, jaz sem bil predsednik te strokovne komisije, smo seveda se zavestno odločili, da bi čim več tega, kar se le da, opravili ambulantno ali na terenu, ne, kar pa seveda ne izključuje te možnosti, da bi se kakšne posamezni deli programov za tiste posameznike, ki jim to lahko koristi, izvaja tudi skupinsko, bodisi na recimo tako 3 vikend tečaj ali pa tedenski tečaj na okroglem ali pa kje drugje, se ni nujno, da jih samo tam, ne. Ampak predvsem smo želeli prebiti ta krog patologij, ki so se zelo izrazito pojavljale pri skupinah, ki so bile dolge mesece ali pa dolga leta celo v nekih zavodih, ne. Seveda so se pojavili potem novi problemi, ne, v inkluziji, ker so nastali predvsem zaradi tega, oprostite, ker seveda inkluzija je bila uzakonjena, ni bila pa pripravljena.
In lahko mirno rečemo, da še danes pravzaprav ni dovolj pripravljena, ampak kljub temu je boljša kot segregacija v zavodih. Ko sem šel jaz v prvi razred, seveda sem bil napoten na zavod, ne. Pa sem imel to srečo, da je bila moja mama defektologinja, oče vrhunski znanstvenik, biolog, njegov sošolec, najboljši prijatelj, bil profesor Trstenjak, psiholog. In to je bila moja skupina, ki me je usmerila v navadno šolo. In jaz sem pogruntal, kaj to pomeni šele potem, ko sem kot član upravnega odbora zveze bil zadolžen za izobraževanje in otroke s posebnimi potrebami. Mislim, da sem imel noro srečo, da so moji starši naredili ta poizkus inkluzije, ko inkluzije še nikjer ni bilo, in ko seveda šole niti slučajno niso bile prilagojene. Ampak hočem to reči, da težave, ki se v inkluziji pojavljajo, so v resnici bistveno manjše patologije, bistveno manj kot težave, ki se pri zavodih, pri segregaciji pojavljajo, ne. Pa mogoče še res, koliko je otrok trenutno vključenih. In je to kakšno povprečje ali kaj zelo oscilira to število? Zdaj točne številke vam ne bom znala povedati, ker je verjetno nekdo drug, predvsem zdravnica, ima pregled nad tem. Ampak iz glave bi rekla, da je 150 do 200 otrok ambulantno obravnavanih v enem letu pri nas. To pomeni v sklopu petkove ambulante, da pridajo na tisti vsaj na prvi pregled, kjer se naredi torej oftalmološki pregled, predpis pripomočkov in ta prvi screening oziroma uvodni intervju, da prepoznamo potrebe, potem se pa odvisno od potreb naprej vključuje. Ampak tako vsaj za tisti prvi korak mislim, da bi mogla ta številka nekje biti. 100-150, ogromno. Ogromno. No, sej, vmes se mi tudi še eno vprašanje. Ampak, pardon, tukaj to niso otroci, ki ne bi še nikoli bili pri nas. Tukaj so tudi povratniki, ker mi želimo vsaj na leto oziroma 2 te otroke spremljati, tudi če jim nič razen recimo predpisa nekega pripomočka ne moramo ponuditi, ker vemo, da se te potrebe tekom šolanja spreminjajo in da jih v bistvu ne spustimo čisto iz rok, ampak da vsaj prihajajo nazaj, da povejo, ali so kje novi izzivi, da vidimo, če se lahko na kakšni točki srečamo ali potem mogoče spet kasneje. Tako. Ja, hvala Bogu, to je odličen pristop, se popolnoma strinjam. Hotel sem pa samo še to, ker se mi vmes tudi ta misel porodila. V svetu imamo strahovito epidemijo kratkovidnosti, ne. Tega se najbrž zavedate, ne. Zdaj, kaj je vzrok, razlag je več, ampak seveda bi morali biti na to čim bolj pripravljeni, ker več kot je kratkovidnosti, več je tudi mejnih primerov in več je potem tudi resnih patologij, ne, ki so pa že za obravnavo v NCCRSS. Kako k temu pristopate? Ja, jaz kot tiflopedagog vsekakor mejne, če govorimo o številkah, procentih, odstotkih vida, absolutno grejo vsaj na tiflopedagoško oceno, da prepoznamo, kje so tiste težave in tudi, če ne gre za postopek usmerjanja, zapišemo neke prilagoditve, ki bi jih ta otrok potreboval, da jih lahko potem s tem poročilom naslovijo šolo, učitelje, da lažje razumejo, zakaj gre pri tem otroku. Tako, vsaj ta del, da pokrijemo. Pa v ambulanti za rizične otroke večinoma te otroke vodijo in vidijo, ne, in precej ozaveščajo, tudi kar se tega tiče, kakšne dogodke imajo in tako naprej. No. Tako da to se mi zdi, da je mogoče še en korak, preden pridejo v naš center, da se že tudi zgodi na očesni kliniki, ampak v okviru ambulante za rizične otroke. Pa tudi verjetno povezava z razvojnimi ambulantami, ne, ki že kar dobro funkcionira, pa ima tudi lahko dobre učinke v sodelovanju z NCCRSS, ne. Dobro. Mislim, da ste dobili kar nekaj vprašanj od naših udeležencev. Imam pa še jaz 2 vprašanji za vas. Kdaj lahko pravzaprav sploh rečemo, da je nekdo rehabilitiran? A je to stopnja njegovega zadovoljstva, stopnja prilagojenosti, funkcioniranja?
Kaj bi rekli? Tukaj smo mogoče že v začetku rekli, a ne, da z vsakim rehabilitantom, ki vstopi v proces rehabilitacije, opravimo ta začetni razgovor in določimo cilje obravnave. A ne. In načeloma rehabilitacija se zaključi, ko rehabilitant doseže te cilje. Vkolikor se pa tekom rehabilitacije pojavijo novi cilji, pa seveda sledimo tem ciljem, a ne, dokler v bistvu rehabilitant ne doseže teh ciljev oziroma ne doseže tiste stopnje, s katero je sam zadovoljen. A ne. Mogoče Petra, če imaš še ti Absolutno, kakšen- ja, se lahko v nekem obdobju ta rehabilitacija zaključi in se lahko čez 2 leti, a ne, mogoče, ko je ta proces sprejemanja kakšnega novega pripomočka ali pa pojavljanja novih potreb, se potem lahko nadaljuje, ampak običajno se isto začne, a ne, spet z nekim razgovorom in izdelovanjem načrta in potem gremo naprej. Včasih se lahko tudi okoliščine spremenijo ali pa težave z vidom, da tukaj kakšna sprememba nastane, a ne. Tako da Marsikdo reče, vsekakor- recimo, en del, to bom pa rabil, če se mi slučajno poslabša, a ne. Bistveno je, da jim to pripada, tako kot je rekla Breda, do smrti, a ne, kadarkoli, ko je ta potreba, se lahko obrne na nas. Če smem pripomniti samo to, tisti, ki smo starejši na tem področju, se dobro spomnimo obnovitvene rehabilitacije, ki so imeli predvsem paraplegiki, tetraplegiki, distrofiki, ne, in ki je bila strahotno na slabem glasu, zaradi tega, ker so se na smrt skregali za ta denar, ne. JHD pa Šuštaršič pa tako naprej. Zaradi tega smo mi v program dali ponovni vstop, ne, v CRZS, kadar se pojavi potreba, bodi za kakšno dodatno usposabljanje, za nove računalniške programe, za nova znanja, ki jih nekdo potrebuje, in je to absolutno predvidena možnost, ker je nujna, ker nihče, ki je izgubil vid deloma ali pa v celoti, ni do konca rehabilitiran, tako da bi res vse lahko z največjo lahkoto opravljal, ampak samo če drugega ne, zaradi zdravstvenega stanja, zaradi let, ki se nam naberejo, zaradi nekaterih spremenjenih lastnosti in drugih okoliščin, pojavi potreba in to je vsekakor v sistemu in to tudi ZZZS pokriva in to je pomembno, ne. In tudi zelo odlično, a ne, ker se pač zares življenjske okoliščine in ljudje ves čas spreminjamo. Kar naprej, ja. In še vprašanje za zaključek. V zadnjem času se je vaš tim precej razširil in okrepil. Mene pa zanima, a si želite še kakšnih okrepitev, razširitev oziroma kaj si želite za prihodnost? Jaz mislim, da glede na potrebe bi bili lahko veliko še širši. Definitivno nek strokovnjak na področju IKT-ja je naša želja. Ampak sicer sama sestava po profilih se mi zdi pa, da je zelo ustrezna. Kar se tekom delovnega procesa vidimo vedno nove izzive in željo imamo vedno po nekih novih znanjih, tudi kar se že obstoječega tima tiče. Tako da tukaj so še kar brez meja priložnosti za razvoj. Ja. Če smem dodati komentar, en IKT strokovnjak bo premalo, ne, pa seveda zelo bil vesel, če bi se tudi ta zamisel o optometristu prenesla naprej v Sloveniji. Imamo recimo optometrista, ki je predsednik Evropske zveze optikov in optometristov, zelo prodornega, zelo sposobnega in tudi nekaj tistih, ki jih je izšolal, in jamčim vam, da bi bil optometrist izredna osvežitev in izboljšanje ponudbe NCCRSS. Hvala. Preden zaključimo, me zanima, če ima še kdo kakšno res nujno stvar, ki bi jo želel vprašati, povedati? Mislim, da je to, kar se vprašanj tiče, za danes vse. Jaz se vam res lepo zahvaljujem za čas, ko ste si ga danes vzeli za pogovor z nami in tudi za vse ostalo, kar naredite za slepe in slabovidne. Hvala vam. Hvala za povabilo. Hvala za vabilo. Hvala za povabilo tudi z moje strani. Hvala. Hvala.